Leto je naokrog in v bistvu, če pogledamo za nazaj, moram reči, da smo na požaru kar precej ur opravili. Kot sem že večkrat opisal, bom rekel tako, da bi lahko se v zgodovino zapisalo tako z črnimi črkami kot zlatimi. Črnimi zaradi same katastrofe, obsežnosti samega požara, ki je zaznamovala tako pokrajino kot same ljudi, zlatimi pa zaradi tega, ker je izstopal sam potencial ljudi. Ponovno smo lahko Slovenci pokazali to, da kaj lahko zmoremo, ko stopimo skupaj, seveda, ko je to potrebno. V Sloveniji imamo zelo dober organiziran sistem gasilstva, ki, bom rekel, nam ga zavidajo kar precej drugih držav. Predvsem to gasilstvo temelji na samem prostovoljstvu. V bistvu same analize, ki smo jih opravili po samih intervencijah, tako na različnih nivojih služb, so pokazale prav na to, da je potrebno predvsem vlagati v samo izobraževanje samega kadra, pridobivati kader, ki bi bil sposoben, se pravi, voditi tudi te vrstne tako obsežne intervencije, predvsem pa voditi samo delo na terenu. Tako da tudi aktivnosti, ki so bile in ki so že v teku, so predvsem tudi v samo usposabljanje v tej smeri. Vsekakor ne smemo zanemariti tega, da je bil to edini požar. Vemo, da klimatske spremembe so, ki povzročajo tudi različne spremembe v samem okolju in že sami lahko opazujemo z leti, da se to število teh in takšnih vrst požarov čedalje tudi v Sloveniji širi vedno bolj v notranjost in seveda v bodočnosti moramo pričakovati tudi na takšne nesreče, pa ne samo požare v naravnem okolju, ampak tudi v druge vrste nesreč, kar se tudi po možnosti lahko že sami neki začetki kažejo v sami Sloveniji.